Ena minuta. Hvala za besedo. Najlepša hvala za vaše delitev vaših izkušenj z nami, ki mislim, da so zelo koristne. So dolgoletne izkušnje iz prakse, ki jih kot pridelovalci sladkorne pese imate. Sam tudi mislim, da sedaj, ko povezujemo na nek način probleme v mlečnem sektorju in sedaj govorimo o sladkorni pesi, govorimo o dveh zelo pomembnih sektorjih, se pravi govedoreji na eni strani in pa poljedelstvo. V govedoreji vidimo, da propadajo kmetije, da tudi marsikatero območje, kjer je izključno pridelava mleka možna, kjer je travna cvet, bo v prihodnosti v velikih težavah. Zame je bilo zelo nazorno poročilo gospoda Joseja iz Španije, ki je jasno poudaril, kaj pa pomeni sladkorna pesa v poljedelskem kolobarju. In to, kar je on poudaril danes, da proizvajajo 100 ton sladkorne pese na hektar, je v bistvu na takšen način poljedelski kolobar tudi donosen. Kajti marsikdaj so žita s tako nizkimi cenami, da enostavno več ne moremo konkurirati. Tudi pri nas v Sloveniji kmetje sedaj objokujejo po sladkorni pesi, ki jim je v preteklosti omogočila donosen poljedelski kolobar. Zato se bojim, da bomo zelo težko zagotovili področje izkrivljene konkurence, kar je poziv kolega iz Nemčije, in pa pogajalsko izhodišče kmetov. Vprašanje pa tudi, ali je področje bio-based industry in sladkorna pesa kot osnovna kultura v tem področje, kjer lahko najdemo tudi možnost podaljšanja proizvodne sladkorne na evropskih tleh in konkurenčnosti evropskih kmetij.